Pozdravljeni, spet z vami Aleksandra Winkler-Drole na svet, kako boljš živeti. Danes na svet številka 2. Če ste v tem času že uspeli upoštevati na svet številka 1, nikakor ne spregledajte tega. Namreč govorila bom o tem, kako realiziramo svoje cilje. Kot me že poznate, sem Aleksandra Winkler-Drole, znana kot karmična diagnostičarka. Najdete me na spletni strani, na Facebooku, polajkite, sledite mi, priporočite me vašim prijateljem, ker res grem v te video ravno zato, da vam pomagam. Namreč skozi 26 let izkušenj imam za vas prave bisere in to popolnoma zastonj. Na svet, kako bolj živeti, številka 2 se glasi: sledi pravemu cilju ali pravim ciljem. Namreč v življenju si včasih zadamo dva cilja, ki sta lahko usporedna. Čisto nič ni narobe, če si hkrati želiš otroka, poroke in pa kupiti zemljišče za gradnjo nove hiše. Se pravi, to so že trije plani. Seveda se lahko včasih to ujema, gre usporedno, včasih pa ne. Ampak kaj je največja napaka, ki sem jih pri mojih klientih, pri mojih tečajnikih opazila, je ta, da begajo. Namreč obstaja ideja metuljastega uma, ki preskakuje. Danes bi to, jutri bi drugo, po jutrišnjem bi nekaj tretjega in na koncu noč mu ne rata, ker se nikamor ne posveti srcem in z dušom. Torej, na svet številka 2 je: imej prave cilje ali pa pravi cilj. In kaj je tisto pravo? Tukaj sta dve podtočki pod tisto pravo. Prva stvar je, da boš vedel, kaj je tisto pravo, izhajaj od tam, kjer si zdaj. Zdaj, ta moment, ta trenutek upravljaš lahko z denarjem, ki ga zdajle imaš na računu. Lahko kreiraš, ne vem, nakup zemljišča ali posel z obstoječimi prijatelji, družinskimi člani, poslovnimi partnerji, ne z bodočimi namišljenimi, jih bom že našel. Okay. Se pravi, izhajaj od tam, kjer si ta moment zdaj, z realnostjo, v kateri živiš. Druga podtočka tega je: spoznaj samega sebe. Kolikokrat sem že povedala, da naj pes čuva hišo in mačka lovi miši, ne pa obratno. Si predstavljate, kako bi oba trpela. Se pravi, in bila neučinkovita, neefektivna, neproduktivna. Ljudje bi radi delali nekaj, za kar niso. Tlele naj vam povem kar moj primer. Glejte, poglejte to naravo, poglejte to vodo. Mogoče ste v ganilki, jaz sem Napoleonov most v takem kotu, ki mu pravijo Breginjski kot v Sloveniji, na meji z Italijo in Avstrijo. Obožujem vode, namreč govorim o dušni skupini Mintaka. Ampak to ne pomeni, da je moj biznis kar pod mostom, kar dejansko ta moment je, čeprav te vidite delam za vas, ker vam želim dobro, ker vam sicer se želim tudi predstaviti. Tukaj sem, ker resnično uživam. Da imaš posel, da imaš delo, v katerem daš v sebe strasti, vse svoje najboljše, kar je v tebi, potrebuješ to prebuditi. Meni se je to že zdavnaj posvitalo, še preden sem si odčitala v akaških zapisih, da izhajam iz dušne skupine Mintaka. Mintaka ne le, da ljubi naravo, vode, Mintaka ljubi delo od doma. Rada je v svojem svetu, v svojem krogu. Včasih se drugim zunanjim opazovalcem zdi, da je njeno poslovanje en sam nered ali pa kažin po domače. Ampak ona že ve, kaj dela. In ko dokonča svoje delo, je to wow, kako ti je to uspelo. Se pravi, ali najdeš sebe skozi svoje kvalitete, skozi dušno skupino, ali pa najdeš sebe po tem, kar so te pohvalili drugi. Naprimer, si dobro zorganiziran, si dober mediator, posrednik med dvemi skreganimi
si dober coaching, dober govornik, si dober za detajle, recimo tle jaz nisem. Si dober v nečem, kar ni nujno, da mora biti nek mega talent, glasbeni, športni rezultat, ne, ni nujno. Tudi recimo potrpežljivost, prijaznost, občutek za delo v skupini, tudi to so kvalitete. Odkrij svoje kvalitete, da boš lahko sledil pravemu cilju. Ko greš na poti svojega pravega cilja, ne pozabi eno stvar. Vmes se vsem nam zgodi disociacija. To je obdobje, ko se nič ne dogaja, ko ti nekaj posadiš in ne veš, ali bo zraslo ali ne. To je obdobje disociacije. In v tem obdobju lahko hitro obupaš. Takrat rabaš pogledati noter in se vprašati, pa je to tisto, čemur sledim, tisto res pravo, kar imam pri srcu. In če sem vam navdušila, se pravi, zapišite si svoje cilje in jim sledite, ne glede na to, je novo leto, je sred poletja, kadarkoli. In kaj naredite, naloga, tedensko, da boste bliže temu cilju. Ali se približujete temu cilju, ali se odmikate. Delujte znotraj tega, kar ste, in z realnosti, s katere ste, z točke, s katere resnično izhajate, in verjamem, da vam bo uspelo. Namreč sama sem poskušala že veliko stvari, večkrat sem izgubljala čas za to, da sem poslušala druge, ja, pa moraš to, pa drugo, pa tretje. Na koncu sem odkrila tisto najboljše pa je branje iz akaških zapisov, spoznavanje svoje primarne dušne skupine, tega resničnega sebe, in da sem se odpovedala vsemu, kar me je odmikalo od ljudi, vključno s tem, kar vam bom zdajle zaupala, da nisem hotela z drugimi deliti svoje informacije, ampak o tem v nadaljevanju. Namreč zdaj sem to spremenila, ker sem se zavedla svojih napak. V naslednjem videu vam povem, kako deliti z drugimi informacije, kako več in ko daš, več dobiš. V glavnem zanimivo bo, sledite mi in kmalu z vami. Če ste pa res navdušeni nad mojim delom, pa ne spreglejte, v moji spletni trgovini je set za branje dušnih kvalitet. Hvala.